Boštjan Vuga, živijo, lepo pozdravljen v studiu Vala 202 in sploh, da ste se odzvali mojemu povabilu. Ja, hvala lepa, dober dan vsem, hvala Nina za vabilo in z veseljem sem se odzval. Ta nedelja je prva brez EPK-ja, ki se je pravkar zaključil in kako se zdaj počutite? Prva brez EPK-ja, kako se jaz počutim, glede na to, da sem res v letošnjem letu veliko več hodil v Gorico, torej bil v Gorici in verjetno bi rekel, da mi bo malo žal, da ne bom na zaključku. Ne bom na zaključni slovesnosti, ker bil sem na otvoritni slovesnosti, bil sem na veliko dogodkih, ki so se dogajali v tem letu, ne bom pa na zaključni slovesnosti. Samo ugibam, ampak se mi zdi, da glede na to, da ste Novogoričan, da je ta manifestacija še kako zaznamovala vas osebno in vaše delo, teh zadnjih 5 let seveda. To absolutno drži. Če bi rekel, da sem Novogoričan, jaz bi rekel, da prihajam iz 2 mest, ne. Torej iz Gorice in Nove Gorice, v bistvu sem pa Solkanc, ne. Tako da tlele je neka taka zanimiva mikrodistinkcija med tem, katero mesto je novo ali staro in dejansko je Solkan stari del tako Stare Gorice kot Nove Gorice, ne. In zakaj je to pomembno? Zato, ker iz Solkana sem lahko opazoval tako Novo Gorico in tako Staro Gorico in sem tako hodil v Novo Gorico ali pa v Staro Gorico. In to je tudi neko tako zelo dobro izhodišče bilo za razmišljanje in delovanje tega projekta, če temu tako rečem, projekta prostorskega aspekta EPK. In to je tudi tisto, kar je v bistvu me na način privleklo in dejansko odvleklo, če temu tako rečem, da sem večino časa ali pa velik del časa v letošnjem letu tudi preživel v Novi Gorici. Na gradbišču opazoval, kako to, kar je bilo zasnovano in sprojektirano, je dejansko zaživelo. Zato bi vam zdaj rada najprej čestitala in sicer za koncept prenove celotnega železniškega prostora oziroma postaje, ta podhod Vrtača in seveda vse ostalo, kar spada pod ta projekt. Najbolj pa sem bila seveda presenečena, ko sem prvič v življenju videla Transalpino, ki so jo tudi prenovili, podhod, to stopnišče, ki se spušča v nek spodnji prostor, ki deluje kot neka najbolj lepa osvetljena galerija, ne? Hvala lepa, hvala za to. Mislim, tudi jaz sem, če lahko rečem, da ne bo preveč zvenelo, sem dejansko zelo zadovoljen, kar je ta mali poseg podhoda pod železnico. Mislim, da dejansko začel vplivati na to, da se obe 2 mesti, obe 2 državi, oba 2 centra obeh mest dejansko povežeta. Če grem iz tega trenutka ali pa iz leta 25, ko se je dejansko prestolnica zgodila, nazaj na leto 21, ko nam je bivši župan mestne občine Klemen Miklevič zaupal nalogo, če temu tako rečem, da naj premislimo, kaj bi bil prostorski aspekt, kaj pa, če bi vi premislili, kaj pomeni EPK v tem prostoru, kaj lahko EPK v tem prostoru sproži. In k temu smo pristopili na način, da leto 25 je samo sprožilec, ne pa konec. In v bistvu nas zanima in nas je zanimalo, kaj se bo zgodilo zdaj, po tem tednu, ko je EPK konec. Tako da v bistvu se je oblikoval EPK Distrikt, ki združuje prenovo celotnega območja novogoriške železniške postaje, Trg Evrope in ves ta predel, obmejni predel oziroma samo mejno črto ob Kolodvorski cesti v Novi Gorici. In Transalpina, stavba, ki, če sem tako zelo oseben, lahko rečem, je zaznamovala moje otroštvo, moje odraščanje, kot tista stavba, ki je tako, kaj bi rekel temu, ambivalentna. Stavba, ki je stara in stoji v Novi Gorici, vendar je iz Nove Gorice nisi mogel videti. Si moral iti v Staro Gorico, da si jo pogledal čez. Ta postaja me je vedno intrigirala, ker si iz Nove Gorice, ko si šel na vlak, si šel v bistvu iz zadnje strani.
In ko smo o tem vse skupaj razmišljali, o tej veliki stavbi, ki je bila postavljena 1906 ob odprtju proge med Prago in Trstom, ko je bila ta stavba zgrajena kot prevelika stavba tega avstrijskega imperija, ob vsem tem se je dejansko pletla ta zgodba tega EPK distrikta. Stavba sama, ki je zdaj pritličje prenovljena, bila tudi izhodišče za razmislek, kaj bi lahko bilo tlele noter v tej stavbi po koncu EPK. To je bil tudi ta razmislek, kaj dejansko je to obmejno območje. A je to dovolj, da ti rečeš, ok, naredim podhod, povežem to z 2 vrtačama, z 2 spuščenima trgoma, prenovim vse objekte, EPIK, ki je bil še blagovno skladišče, Super 8, ki je bila stavba tehničnih služb, železnice, vse to prenovim, naredim povezavo, prenovim železniško postajo in si rečem, ali je to dovolj, da bojo potem samo ljudje prišli in to zaživeli, ali ne. V času EPK-ja je to mogoče dovolj. Zaradi števila dogodkov, zaradi števila dogajanj, zaradi tega, ko se je končno iz neke take sive cone, zbrisane cone med 2 državama, torej obmejne cone, kjer je takoj po vojni bilo nemogoče sploh stopiti, ne. Ko je v bistvu iz tega področja, teh železniških tirov, postalo sedaj območje, ki je javno, ki je v bistvu povezovalno, če je to dovolj. In seveda mnenja smo bili, da to ni dovolj. Da je potrebno tukaj pripeljati inštitucijo, ki presega samo obmejni pas, samo eno mesto in drugo mesto, in zato smo se v bistvu začeli povezovati z Univerzo Nova Gorica. Čisto osebno stališče je, da je uspeh EPK-ja se bo lahko meril potem, ko bo Univerza Nova Gorica se naselila na tem območju. Naselila stavbo Transalpina s svojim rektoratom, s svojimi dejavnostmi v EPIK centru in seveda postavila novi fakultetni center na območje bivših železniških tirov. Potem je to nek tak, zaključek prenove, kjer je bil EPK samo sprožilec. No, ampak jaz bi rada tukaj še nekaj dodala, da s tem podhodom ste se biro Sader-Vuga arhitekti zapisali v zgodovino. Zato, ker brezmejni prostor je nekoč obstajal. To je bilo normalno, da je bil ta teren s tem mesecem, kakorkoli se je razvijal skozi 500-letno zgodovino, pač samo Gorica, ne. No, zdaj se mi zdi, da je spet vzpostavljena taka brezmejnost v ta prostor, ne, med eno in drugo Gorico. To se čuti, ne. Meni je super, ko pridem tja in vidim, da ta prostor živi. Železniški podhod, ki je bistveno več kot to, ki je v bistvu javni prostor med obemi mesti, prireditveni prostor, to se vidi, ker je bila vanj postavljena kupola Ingrid Bachmann in je to bilo prizorišče za razna dogajanja, ko je sam podhod svetu reflektiven postal v bistvu galerijski prostor in seveda najbolj fajn, če tako rečem, je bilo, ko sem nekje proti koncu septembra bil dejansko na partiju, ki se je zgodil na pobudo Univerze v Novi Gorici v zahodni vrtači ob italijanski meji. To je tisto, kar je nam kot recimo Sader-Vuga kot biroju blizu, da rečeš, vsako dejanje, vsak projekt lahko inicira javnost, lahko inicira v bistvu javni karakter prostora. In se mi zdi, da je ravno ta prostor ob meji v Novi Gorici s tem, da je novi tiri z nadstreškom prenovljena Transalpina, stari borovci in platane na eni strani in nek tak teren vek na drugi strani, da je to vse skupaj en tak, skoraj bi rekel, dekirikovski feeling. Privlačen, ambivalenten, nedefiniran in to je tisto, po moje, kar mene zelo privlači. Ta vaš projekt je odziv na to,
kaj pomeni določen trenutek v času, v razvoju teh dveh mest, v času zgodovine, kajti čez 50 let bojo prišli novi in bojo naredili nekaj novega in bojo imeli popolnoma druge ideje in bojo iz tega izhajali seveda in transformirali nekaj večjega. Ja, to je zelo dobro. Zato, ker v bistvu naše izhodišče je bilo, da je to nedokončen projekt. In v bistvu, da je ta projekt samo neko tako sosledje prostorskih sekvenc, ki so nastale, tako kot ste rekla, v točno določenem trenutku. To ni masterplan, to ni nek tak top-down pristop, to ni novi projekt v povezavi s projektom Edvarda Ravnikarja 70 oziroma skoraj do 80 let kasneje. Ne, to je v bistvu razumevanje tega prostora v točno določenem trenutku zdaj in EPK, ko se že skozi ponavljanje, je bil samo sprožilec. No in čez 50 let bo ta prostor postal zanimiv popolnoma na nek nov način. Lahko že čez 10 let. Lahko že čez 10 let in moram reči, da bom jaz kot eden izmed avtorjev zelo presenečen in zadovoljen, da se bo v tem prostoru zgodilo nekaj, kar recimo danes sploh si ne morem predstavljati. No. Kaj je tisto, Boštjan Vuga, kar si potem pa vendarle zapomnili od tega EPK-ja? Recimo na otvoritvi EPK-ja sem prvič imel občutek in sem si tudi upal priznati ta občutek, da sem izredno ponosen, da izhajam iz tega prostora. To je bil en tak emocionalni moment združitve prostora, časa, zgodovine, sedanjosti in bodočnosti. Mogoče čez leto ali pa dve, ko bom šel tja. Že zdaj ta prostor je postal na način kot zbirališče, ali pa se zmeniš, se dobimo na postaji. Ne. To pomeni, da je neka zadeva, ki je bila totalno zabrisana, postala nov mestni prostor. In potem je bilo zanimivo, ko je na nekem takem srečanju mi sedanji župan Nove Gorice, gospod Samo, to rekel, ma kako lahko vi arhitekti veste, da bo to funkcioniralo. Ne? In odgovor je seveda, ne veš, ne. Ne veš, vse si ne moreš predstavljati, ampak v bistvu mislim, da je ta prostor ima takšno energijo, ravno zaradi tega obmejnega stika, ravno zaradi teh plasti zgodovine, kar se kaže tudi v tej razstavi v Epiku sedaj. Kolikokrat je bila prenovljena, že sam Transalpina, ne? Ja, pa kaj se je dogajalo s tem trgom spredaj, ne? Pa kaj se v bistvu dogaja z Novo Gorico na eni strani in Staro Gorico na drugi strani? Kaj se dogaja v bistvu s tem, da je Stara Gorica danes bistveno bolj umirjena? Ta obmejni prostor tega distrikta nek tak lakmusov papir, ne? Da v bistvu lahko res tja priješ in testiraš, kaj se dogaja na tem območju. Nedeljski gost je Boštjan Vuga. Zdaj smo se pogovarjali o EPK-ju, zdaj pa bomo stopili malce drugače v Gorico in v Solkan. Vi ste se rodili v Solkanu, ampak vso mladost, ko ste dejali, ste preživeli srednja šola, gimnazija v Gorici, dokler niste šli na Univerzo v Ljubljano. Vaš oče je Tomaž Vuga, uveljavljeni arhitekt, ki je deloval med Novo Gorico, Gorico in Benetkami. Je avtor zajetne knjige Projekt Nova Gorica, takrat sem ga tudi gostila tukaj v našem studiu. Ta knjiga je zelo oseben pogled na nastanek in razvoj Nove Gorice, čas, ko je še deloval kot urbanist mesta, ampak tudi Novo Gorico danes in kakšna bi lahko bila v prihodnosti. Kako ste vi doživljali arhitekturni svet vašega očeta v rani mladosti? Kaj je bilo tisto, kar vas je vezalo na te spomine Solkan, Nova Gorica, ko ste bili še mladi, ko še niste sanjali o arhitekturi, morda celo niste razmišljali, da boste kdajkoli študirali arhitekturo? No, jaz sem se dejansko zelo upiral temu, da bi študiral arhitekturo. Celoten čas gimnazije sem bil povsem prepričan, da grem na medicino. Tudi deloval sem izrazito v smeri, da bi moja znanja ali pa moja vedenja in spretnosti bile bistveno bolj usmerjene proti medicini kot proti arhitekturi. No. To je nek tak bil upor proti, ne vem kaj, proti očetu, familiji, ne vem,
vsemu temu, kar je dejansko krojilo moja, kaj bi rekel, temu pubertetniška leta. No in potem je odhod v JNA preokrenil ta razmišljanja in sem rekel, okay, mogoče pa je čas upora mimo in dajmo se posvetiti tismu, čimer sem dejansko rasel. Ne. Recimo spomnim se, da smo šli na Dunaj, namesto da bi šli gledati Schönbrunn, Belvedere in vse to, kar se gre gledati na Dunaju, ko si star, 9-10 let, smo šli gledati stanovanjske soseske, ki seveda so očeta bistveno bolj zanimale kot mamo pa mene. Ne. To so potem neki taki imprinti, ne, v možgane, ki potem čez leta privejo tako ali drugače na dan. Sem začel študirati arhitekturo v Ljubljani, tle končal in potem odšel v London. In potem sem tam nadaljeval in tako dalje in tako dalje. No, ampak danes za vas pravijo in pišejo, da ste preveč talentiran za to okolje, da si tudi upate razmišljati drugače kot mnogi drugi. Kolikor vas jaz opazujem in spremljam, vi na ljubljanski fakulteti tu pa tam, kdaj samo občasno predavate oziroma gostujete, po drugi strani pa predavate na vseh koncih sveta. Ne? Če bi zdaj to naštela, vsa ta imena, vsa ta mesta, inštitucije, fakultete, razne šole, bi ne prišla skozi v tej uri. Če greva na ta London, kjer ste najprej magistrirali, in potem ste zdaj kar nekaj časa tam gostovali kot profesor in to kar precej časa, tudi drugje v Angliji, ne samo v Londonu. Spomnim se, da vas je študente nekega leta povabila Zaha Hadid, vaša profesorica, da skupaj razstavljate v Gradcu. In takrat ste mi jo prav vi tudi predstavili, da sem lahko z njo posnela en krajši intervju. No, ampak ona je bila tako navdušena nad vsemi slovenskimi študenti, zapomnila si je celo njihova imena in se mi zdi, da je bilo tudi za vas ta London in tisti čas seveda nekaj zelo vznemirljivega. Ne? Ta London je pa posebno Architecture Association kot šola je posebno. To je bil nek tak pravi reset. Prideš tja z določenim znanjem, pa z vedenjem, pa izkušnjami ljubljanske šole z arhitekturo in potem si na EEU in si podvržen resetu. To govorim tako izrazito pozitivno. In moram reči, da jaz te 2 leti, ko sem gor študiral in magistriral, sem črpal energijo in ta način, na srečo sem imel dobre profesore, ki so v meni dejansko spodbujali vse to, kar bi lahko imenovali, drugačen pogled ali pa drugačen pristop ali pa drugačen način dela. To mi je bilo izredno zanimivo. In izredno zanimivo mi je bilo tudi zaradi tega, ker sem videl, da je zelo dobro, da sem imel dobro znanje od tukaj. Zelo dobro tudi zaradi tega, ker sem vedel, kaj lahko spremenim. Po koncu študija v Londonu sem bil pred dilemo, ali naj ostanem v Londonu ali naj se vrnem v Slovenijo in je seveda to odločitev določila dejansko zmaga na arhitekturnem natečaju za Gospodarsko zbornico Slovenije in potem sva na mestu, da bi se vrnil v London z Juretom Sadrem ustanovila biro. In kaj se zgodi, poletitom ne bo. Se spomnim tega časa, kako smo šli, jaz dobesedno s kolesom, gledati to fasado, tam za Bežigradom na Dimičevi 13, to barvitost, tako razgibanost, mi smo to gledali kot en čudež, ne več kot samo zgolj arhitekturo, zlasti mi ne arhitekti, ampak zgodba tukaj je še ena druga, da vi ste bili takrat resnično mladi in ko ste prišla, spomnim se te zgodbe, sta mi povedala, da so bili zelo presenečeni, ker sta bila tako mlada mulca. To je zdaj že skoraj 30 let nazaj. To je tako, že tak drugi imprint, če bi temu tako rekel. No. Če pa referiramo to, kar ste povedali, šlo je za to, da ko smo to dobili, sva šla potem z Juretom se predstaviti predsedniku zbornice v tistem času Jošku Čuku in je on rekel, ma kaj to sta vidva. Mislim, Mila so si oblekla gvante, obleke malo prevelike in se to je šla tja in hotela biti pač taka resna
arhitekta in seveda to, glede na to, da je bil Jure star 32, jaz pa 29, ni najbolj uspelo. Ampak to je bil dober začetek. No. Če pa se vrne na to, kar ste prej rekla, London, pa to moje učenje. Ko si študent na taki šoli, je blazno zanimivo in je velik izziv. Ko pa učiš na taki šoli, je bistveno težje in še večji izziv. Tak brain, možganski stimul, da si 5 let, oziroma skoraj 5 let študenti, ki so izredno zahtevni, oziroma zahtevajo od tebe veliko. Meni je to bilo res fajn. Da si vsako leto z 12 študenti, ki jih pripravljaš na zaključno diplomsko delo, oni pričakujejo, da se boš z njimi ukvarjal in posvetil na seveda drugačen način, ki mogoče na tehničnih univerzah po Evropi ali pa tudi v ljubljanski šoli ni običajen. Je drugačen je tudi odnos med študentom in tutorjem. Hkrati je ta pozicija bistveno manj hierarhična. Si ti tisti, ki si z njimi prijatelj, kateremu tudi oni, študenti, blazno veliko dajo, in potem se ravno ta interakcija vzpostavi nek tak popolnoma drugačen odnos, ki lahko vodi do drugačnega, novega, svežega, posebnega rezultata. In to je tak stimulus. In lani sem nehal v Londonu, zaradi tega, ker je mogoče ta nivo stimulansa študenti bil včasih močno premagan z nivojem utrujenosti te poti tja pa nazaj. Če se navežem nazaj na EPK pa Gorico, da prihajam ne iz globalnega v lokalno, ampak prihajam v bistvu iz makro v mikro. Ta mikro mi je v bistvu zanimiv, ker bi iz mikro zdaj deloval nazaj v makro. Sem videl tak obrat, neka taka tranzicija, switch, v katerem se zdaj. To je tudi blazni izziv, ne? To je izziv. To sem videl tudi tako, če lahko malo parafraziram, da je to tudi sodobno. Da iz nekega takega močnega mikrokonteksta širiš in tudi vplivaš na makro. No, zdaj to nima neke direktne povezave, ampak jaz sem včeraj šla brati vaš intervju z Edvardom Ravnikarjem. In sem si res vzela 1 uro časa, ker je kolosalen, na 5 straneh drobni tisk. In zdaj sem dobila asociacijo, ko se je on vračal iz Pariza, iz ateljeja Corbusierja, kako je on prišel na fakulteto in kako je začel seveda stvari delati po svoje. Ne bomo zdaj obnavljali to zgodbo, ki so ga tako rekoč ujeli za ta velik in krasni intervju. Se mi zdi, da je to tudi pustilo na vas neki drugi London. Ne? Odlično, da se srečala. To je bila zame velika izkušnja. Bil sem dovolj mlad in dovolj naiven in dovolj odprt in dovolj neobremenjen z ničemer, da je on dejansko pristal na pogovore oziroma na ta intervju za takratne razglede. To je postal v bistvu cikel pogovorov vsak četrtek ob 11:30 v studiu Ambient tukaj v Ljubljani. Moje vprašanja so bila popolnoma naivna, tudi če jih ne bi bilo, ker je dejansko on govoril z neko tako močjo in z nekim takim, recimo on se je sam sebe dopolnjeval in prekinjal in je pač nek tak tok besed in misli, ki sem jih jaz potem poskušal nekako spraviti v ta intervju. No in zdaj, če prideva iz Edvarda Ravnikarja na Vojteha Ravnikarja, ki ni bil moj profesor, ampak je bil to arhitekt, pri katerem sem jaz dejansko delal. Po 3., 4. letniku v njegovem biroju, in to je v bistvu bil arhitekt, ki je name zelo, zelo vplival. Ravno s svojim pogledom na svet, na življenje, na to, kaj je dobro, kaj je užitek, kaj se splača negovati. Da je on bil tisti poleg očeta, ki je mene zelo močno zaznamoval. Vojteh Ravnikar je bil ne samo arhitekt, ampak tudi komunikator. Kar sem se od njega res dobro naučil, je ravno to, da ti lahko produciraš, ampak če ne znaš komunicirati, te produkcije dejansko skoraj da ni. No, sej veliko o tem tudi pišete, ne?
Vi ste tudi kolumnist Sobotne. Vidim, da vam gre to pisanje zelo dobro od rok, ne? Uživate v tem. Arhitekt ima različne tehnike izražanja. Pisanje je samo ena izmed tehnik. Torej je risba, slika, film, tekst. Meni je bilo pisanje vedno blizu. Kot študent sem pisal za razglede ali pa recimo delal televizijske prispevke. Beseda pa izražanje skozi besedo je ravno tako močno kot izražanje skozi črto ali pa risbo ali pa nek tak diagram. Ne. In to je po mojem tisto, kar daje arhitektu moč, tudi odgovornost. Ne. Odgovornost v tem, da če hočeš neko zadevo spraviti naprej, uporabi vse možne tehnike komunikacije. Glede na to, da si arhitekt po izobrazbi, pomeni, da razen tega, da imaš besedo kot tehniko, lahko uporabiš tudi risbo ali pa sliko ali pa diagram in to vse skupaj pomeni, da znaš komunicirati in da znaš v bistvu dejansko prikazati, predstaviti to, kar misliš, kar nameravaš, kaj delaš. No. Včeraj so razglasili Prešernove nagrajence. Vi sedite na čelu upravnega odbora sklada arhitekta Jožeta Plečnika, katerega namen je seveda podeljevanje Plečnikovih nagrad in drugih odličij. Nekako se ta statut, kot sem razbrala, podeljevanja nagrad spremenili. Lahko se zdaj podeli več odličij, ne? In pa en Grand Prix, ena velika nagrada. To pomeni, da lahko na primer eno odlično prenovljeno stanovanje ali pa neka manjša zadeva tudi dobi veliko nagrado. Uspeli smo spremeniti način, kako se v bistvu arhitekturne nagrade, Plečnikove nagrade kot najpomembnejša nacionalna nagrada na področju arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma in oblikovanja, kako se te nagrade predstavijo, izberejo in prezentirajo v javnost. Mislim, da je tle najpomembnejše to, da je arhitekturna nagrada pomembna zato, da odpre pot v bodočnost. To je nagrada, ki jo sicer podeljujemo za delo v preteklosti, podeljujemo v bistvu danes, torej, ampak je proaktivna. Gledamo v bistvu, kaj se da, kaj bo ta nagrada lahko spremenila. In če rečem samo to, meni je bilo blazno pomembno to, da se arhitekturne nagrade postanejo v bistvu razumljive in sprejete v najširši javnosti. In zaradi tega smo tudi poklicali filmskega režiserja in filmskega snemalca oziroma direktorja fotografije, glasbenika, ljudi, ki niso arhitekti, da oni predstavijo s filmom vsako letošnje nagrajence in njihova dela. Torej to pomeni, da ne gre za to, da bi si arhitekti delali filme in govorili o arhitekturi, ampak da v bistvu nekdo, ki ni arhitekt, odpre in pogleda in vidi v bistvu ta dela s popolnoma drugačnimi očmi. Mislim, da so Plečnikove nagrade kot dogodek postale že tretjič uprizorjene, če rečem lahko tako, na Plečnikovem vrtu. Krasnem ambientu. Ja, v krasnem ambientu dišečega majskega večera. Tisto, kar je novo in sveže, tisto, kar si zapomneš in kjer v bistvu rad prideš, in to ni samo nek tak formalni dogodek, ampak je to v bistvu dejansko prizorišče druženja. Zdaj, če nekako vas predstavim skozi arhitekturo, bi rekla, da ljudje hodijo po Slovenski cesti, tlakovanem pločniku, ne? Vzorcu, ja. Z temi krasnimi, čudovitimi vzorci. Potem ta umestni prostor Narodne galerije, ki je res božanski, ta transparentnost z levo in desnim krakom, ki ste jih vi povezali. Gospodarsko zbornico sva omenjala. Potem je pa tukaj še mega projekt Stožice, pa Ksevt. In seveda kopica stvari, ne samo v Sloveniji, po celi Evropi, ne, ogromno tega. Ampak to je na spletu, če koga zanima, ne odpre splet pod vašim imenom in bo vse tam videl in našel. Kaj bi pres rada v tem našem zadnjem delu pogovora izpostavila, je pa ta nova železniška postaja Ljubljana, ne, ki se jo vsi veselimo.
In vaša kolegica Ana Kreč me je opozorila, da je bila na gradbišču in da se obeta nekaj izjemnega. Jaz samo gledam oddaleč žerjave in tam se res dogaja. Končno bo Ljubljana dobila en tak center in jaz se tudi tega zelo veselim. Rekel bi samo to, da ta nova postajna dvorana v sklopu te prenove celotne železniške postaje bi jo verjetno poimenoval lahko nek tak dvignjeni trg. Ta nova postajna dvorana bo tista, ki bo povezala nad nivoj tirov center in Bežigrad. Šel bo skozi to postajno dvorano, tudi če ne boš imel namena se tam ustaviti, ne? In iti na vlak. To je v bistvu spet ta težnja pojavnosti, po tej publicness, o čemer rad govorim. Ne. Vsak prostor je lahko darilo javnosti. Ne. To se mi zdi pomembno, pa naj se gre za malo vrtačo v Gorici ali pa veliko postajno dvorano v Ljubljani. Pustimo se presenetiti, ne? Ta dela ne bi bila končana kdaj? Mislim, da je konec 2. leta. Ja. No, končno bo Ljubljana spet na nek način oživela nek del mesta, ne? Upajmo, ja. Oziroma, jaz sem prepričan, da bom. No, mene tudi vedno zanima, kje in kakšnem prostoru biva nek arhitekt. Živite v hiši, manjša hiša, ampak ta hiša je na hiši, ne? Kakšne so prednosti takega bivanja? Ko gre za hišo na Šmartinski, ki je poslovna hiša, ki ima v zgornjem nadstropju 8 stanovanj, po 4 stanovanja na vhod, ki so dupleks stanovanja, hiša stara 25-23 let, ampak z današnjega stališča popolnoma negospodarna hiša. Imaš en lift za 4 stanovanja. Dejansko je pa super. Živiš v nekem takem po svojem paviljonu. Prednost takšnega bivanja je, se počutiš, kot da bi bil v hiši, čeprav si v bistvu na strehi oziroma nad poslovnim objektom. In namreč zvečer, ali pa popoldne, ko pridem domov, ali pa čez vikend, nobenega v spodnjih nadstropjih ni, torej v bistvu si zgoraj, kot da bi bil sam, ne. Ko pridejo ljudje delati, greš ti od doma. Mislim, zelo zanimiva taka hibridna struktura je. In ravno ta, mogoče takrat hibridna struktura mi je bila zanimiva, da sem se pred 23 leti tja preselil. Ta hiša ni v centru mesta, ni pa tudi izven mesta, ampak je spet nekje vpeta med popolnoma urbano strukturo, tudi iz tega mojega stanovanja, ko pogledaš ven, se ti zdi, da Ljubljana deluje res veliko, ker gledaš preko Šmartinskega parka na eni strani, na drugi strani so pa Žale in na tretji strani je pa BTC. Torej gre za hecno mešanico različnih urbanih elementov. Tako da tudi zaradi tega nisem nikoli zelo razmišljal, da bi kje drugje v mestu iskal stanovanja. Razmišljam pa, kje bi bil nek ta drugi ali pa tretji dom za tretje življenjsko obdobje. No, ampak vi, tudi tretje življenjsko obdobje pri vas, vsak drug projekt, vsak nov projekt, če se pošalim, ne. Sam še to bi rada vprašala, kaj je vloga arhitekta danes? Kaj je vloga arhitekta danes? Ja. Jaz mislim, da je vloga arhitekta danes nekaj bistveno drugačna, kot je bila pred 50 leti, 100 leti ali pa še nazaj. Arhitekt dejansko projektira grajeno okolje, vendar to danes ni dovolj. Jaz tudi mislim, da je dober arhitekt tisti, ki, to tudi mene zanima, ki ni samo servis naročniku, ki ne samo izpelje naročnikove ideje, ampak je zanimiv arhitekt tisti, ki dejansko vidi projekt tam, kjer ga nihče drug ne vidi. Recimo tudi to, da, kaj bi rekel, EPK District ni bil projekt, ampak je šele nastal s tem, ko smo pristopili k temu, ko smo upravljali razgovore z vsemi deležniki na tem prostoru, železnico, mestno občino, univerzo. To je v bistvu potem začelo generirati projekt. Tudi projekt, ki ga delamo zdaj v cementarni Anhovo, s sončnimi elektrarnami, je to, kaj bi rekel temu, sprožilec razmisleka o tem, kako se lahko cementarna redefinira. Nek bivši onesnaževalec postane lahko nek nov habitat.
To je zdaj razmislek o tem, kakšna je v bistvu tvoja vloga. In tvoja vloga ni samo to, da narišeš novo stavbo, ampak dejansko pomeni to tvoje dejanje v družbi, najširši družbi. Kakšen je vpliv, kakšen je v bistvu so posledice, kakšno so v bistvu zadovoljstvo in kakšno v bistvu na koncu lahko tudi osrečuješ ljudi. Boštjan Vuga, hvala za ta pogovor in za to srečanje. Hvala.